Pozdravljeni. Danes smo se malo pomladili. In v naši sredini pozdravljam Miha Zora, profesorja slovenščine, tole je kompliciran, univerzitetnega diplomiranega literarnega komparativista. Nam so rekli, ko smo začeli to študirati, da če nas kdo vpraša, kaj študiramo, ne rečemo svetovno književnost. A ste vedeli, ko smo hitro vedeli? Tako, ne? In doktorant umetnosti zgodovine, ima doktorat iz gotskega knjižnega slikarstva. Ga bo imel. Tako. In že 15 let deluje na RTV Slovenija, kjer je začel kot kulturni novinar na radijskem programu Arsa in nadaljeval kot radijski napovedovalec. Je mentor za govor, urednik oddaj o šansonu in filmski kritik. Mislim, da res. Ja. Pa našo predavanje začenjamo seveda s kamniškimi, mogoče je tukaj na Bledu ali pa te okolici tale legenda o Veroniki Kamniški bolj malo poznana. Gre pa tako, da so v Kamniku živeli pred časom trije bratje in so se pripravili na službo duhovnika. Meščani so pa želeli, da bi oni naredili prvo mašo v novi cerkvi. Zato so začeli graditi cerkev, ampak ki je volje zmanjkal, je tudi denarja zmanjkal. In so se obrnili na Veroniko, ki je živela takrat na malem gradu v Kamniku, in ob njihovi prošnji je prevzetno zaklela: poberite se, berači, raje se pri tej priči spremenim v kačo, kot da bi dala en sam dinar za vaše prazno delo. In pišejo, da je pravično nebo slišalo to kletev. In Veronika se je začela spreminjati v pol žensko in pol kačo. Zemlja pod njo se je odprla in jo pogoltnila v svoje globine. Grad je takrat zajelo neurje, podrl se je do tal. Ukleta Veronika, skrita pod malim gradom med svojimi zakladi, še danes čaka na rešitelja. To je za nas Gorenjce zanimiv. Ta se bo moral zibati v smrekovi zibelki in z leskovo šibo 3krat udariti. Po tretjem udarcu se bo ukleta Veronika spremenila v prelepo grofično. Tisti, ki jo bo odrešil, bo postal njen mož in lastnik zakladov. Spoštovani, če vas pot zanese v Kamnik, ne pozabite s seboj vzeti leskove palice. Če obiščete mali grad, s palico sem in tja udarjate po skali. Če se prikaže prelepa grofična, poroka ni obvezna, ampak o delitvi zaklada se pa le pogovorite. O tem, kakšne zaklade skriva še Kamnik z okolico Velesovo, na primer, pa naš današnji predavatelj Miha Zor. Izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa za ta uvod. Jaz sem s Kranja, drugač doma, ampak moj praded je bil Blejc, nisem ga žal poznal. Moj dedek je pa enkrat zdavnej, to je moral biti v kakšne 60-ih ali pa 70-ih letih, v tejle dvorani skrbel za ozvočenje ob ne vem točno kakšni priložnosti, ampak morala je biti imenitna, ker vem, da je rekel, da je pela Majda Sepe. Tako da sem na nek način počaščen in presenečen na tem, da jaz danes predavam v Blejski festivalni dvorani, ker si nikoli nisem mislil, da bom tukaj nastopal. Ampak to je osebna anekdota. Kar je gospod povedal zdajle o meni, sem hvaležen za to predstavitev. Kot je rekel, več kot 15 let sem že tudi sodelujem z Radijem Slovenija v več vlogah, ene so še aktualne, druge manj, ampak to ni tako zelo važno. Predvsem sem pa seveda človek, ki se ukvarja s knjigami,
po eni strani z leposlovjem kot komparativist, po drugi strani pa zdaj že zadnjih 10 let zelo veliko s srednjeveško umetnostjo, prvenstveno, kot je bilo rečeno, z rokopisi, ne, ampak rokopisi so vedno tudi povezani z besedo, ne samo sliko. Danes bom govoril o na nek način umetnosti, ki je povezana z rodbino Andeških. To pa zato, ker sem jaz po svoje zasilni predavatelj, ne. Kolega Miloš me je prosil, če lahko vskočim in pridem predavati namesto njega, ker je odsoten, in potem sem skušal najti temo, ki bi bila na neki način povezana s tem, o čemer vam on govori, ko vam predava o plemiških družinah, in omenil mi je Andeške, pa sem rekel, bom poiskal eno temo, ki se dotika tega, kar on govori, pa me vsaj na koncu današnje poti pripelje tudi do likovne umetnosti kot take, in vam bom vsaj na primeru enega kipa, ki mogoče ni nujno vezan z Andeškimi, ampak je pa povezan z lokacijo, ki so jo oni ustanovili, tudi zaključil z eno umetnostno zgodovinsko kodo, če lahko tako rečem. Najprej sem mislil govoriti veliko o Kamniku pa o Malem gradu, ker je bil ta ena od arhitektur, ki se nam je ohranila, pa se zanjo da čisto arhivsko izpričati povezavo z Andeškimi, ampak potem se mi je zdelo, da so take mogoče zelo tehnične arhitekturne teme malo preveč suhe in da je treba pogledati malo širše. Pa sem gledal, kaj je še oglejski patriarh Bertold, ki je bil zadnji moški, neposredni potomac Andeških, pri nas zapustil svojim pokroviteljstvom ali svojim blagoslovom, ker kot oglejski patriarh je seveda imel tudi močno politično vlogo in kot cerkveni gospod tudi oblast nad tem, kaj se je gradilo, kaj se je lahko gradilo, kako se je lahko recimo neko ozemlje spremenilo, če tako rečem, iz kmetijskega v tako, ki ima zazidalno pravico, pa so na njem lahko zrasli recimo samostani, cerkve, kapele in podobno. No in potem se od tam jasno poti usmerjajo v več koncev. Lahko bi šli proti Slovenj Gradcu, kjer je dal Bertold postaviti cerkev svete Elizabete Ogrske, ker je njen svetniški kult spodbujal tudi na našem ozemlju, to je bila vendarle njegova sorodnica. Pa sem rekel, če grem pa bolj proti Bledu, pa se moram ustaviti v Velesovem, kjer je v povezavi z Andeškimi, ker je to bilo njihovo ozemlje pravzaprav, zrasel samostan, ki je igral izredno pomembno vlogo, tako rekoč do svoje ukinitve v času Jožefa II. In ki je še danes na neki način, vsaj v arhitekturnem smislu, obstoječ, čeprav seveda ne v tistem, ki se ga bomo mi danes bolj ali manj dotaknili. Iz srednjega veka nam tako rekoč ni kaj dosti ostalo, razen tiste zadnje točke, ki sem že omenil, da se je bom dotaknil na koncu. Tole je samostan v Disnu na Bavarskem, pa se boste vprašali, zakaj nam tole kaže. Prvič, že na prvi pogled je jasno, da tukaj komaj kaj srednjeveškega še lahko opazimo, da je cerkev baročna, da so tudi samostanske stavbe poznejše. Kažem vam zato, ker je lepa slika, ampak tudi zato, ker je to povezano z začetkom naše zgodbe. Namreč grofica Sofija Andeška je malo pred svojo smrtjo leta 1132, se pravi v prvi tretjini 12. stoletja, še lahko rečemo, samostanu v Disnu zapustila nekaj premoženja. Želela je biti pokopana v tem samostanu in to ne smemo razumeti kot podkupnino ali odkupnino za njeno življenje, ampak glede na to, da je bila iz tako pomembne družine, kot so bili Andeški, bi ona vedno lahko dobila grobnico v tem samostanu in bila tukaj pokopana. Ampak navada je bila taka in običajno je bilo, da seveda
plemkinja ali visoka plemkinja tudi zapusti nekaj ali svoji ustanovi ali tisti, ki jo si je izbrala za poslednje počivališče, tudi seveda z mislijo naj molijo za njeno dušo, naj molijo za njeno zveličanje. Kar je pa za nas pomembno, je pa to, da je zapustila nekaj parcel oziroma kmetij, ki so bile na Štefanji gori nad današnjim Velesovim. Torej nekaj ozemelj, ki so sodila po to družino, ampak kaj je to pomenilo, da je to zapustila samostanu? Predvsem seveda to, da je samostan od tega imel neke dohodke in je tako lahko financiral svoje delovanje. Vedno moramo, ko gledamo recimo ekonomsko zgodovino srednjega veka, pa transakcije, ki so potekale med posvetnim svetom ali pa cerkvenim svetom ali pa znotraj enega ali drugega, biti zelo pozorni pri tem, kako to presojamo in sodimo. Gotovo se ljudje po eni strani nismo veliko spremenili in gotovo je bilo vedno tudi, so bili tudi pohlepni ljudje, pa ljudje, ki so gledali predvsem na svojo to stransko korist, na svojo zemeljsko korist in bi jih imenovali lahko pridobitnike. Ampak po drugi strani se moramo pa zavedati, da je bila večina teh stvari vendarle narejena zato in tako, da so ustanove, ki so imele svojo pomembno funkcijo v takratnem življenju, lahko funkcionirale. Če danes gledamo na samostane sploh v zahodni Evropi, pa naj takoj pojasnim, kaj pomeni zahodna Evropa, ko mislim recimo stališča srednjega veka. Zahodna Evropa je pač Evropa, ki je bila pod ingerenco Rima, se pravi Evropa, ki je imela latinski obred, Evropa, ki je v cerkvi govorila latinsko, oziroma rekli bi katoliška Evropa, glede na poznejši razkol in nastankom ortodoksne pravoslavne Evrope. Se pravi, v tem smislu je Slovenija zahodna Evropa, je hrvaško ozemlje zahodna Evropa, so vse te države, Češka, Slovaška, Poljska, zahodna Evropa. To ni mišljeno geografsko, ampak zgodovinsko. No in če z današnjega stališča gledamo, seveda težko presojamo to, kaj so v srednjem veku, pa tudi prej, pa tudi še kar nekaj časa pozneje pomenili samostani. Samostani so bili seveda različnih tipov, lahko so bili kontemplativni, klauzurni, zaprti, ampak vedno so bili del okolja, v katerem so bili postavljeni in ponavadi tudi za to okolje izjemno pomembni. Kot centri, kjer so se ljudje lahko izobraževali, kot centri, kjer so reveži lahko računali, da bodo dobili prenočišče in hrano, kot recimo mesta, kjer se je lahko tudi kdo, ki je bil v stiski, v duhovni stiski, kamor se je lahko zatekel in si tam opomogel. Pa še druge stvari so bile. In zato vedno, ko govorimo o dotah, ki so jih samostani prejeli, ali pa o darovih, ki so jih prejeli od plemičev in tako naprej, moramo odgnati skušnjavo, da bi to razumeli kot neko pridobivanje cerkvenega bogatstva in pridobivanje cerkvene posesti, ampak moramo to razumeti kot nekaj, kar je bilo takrat povsem normalno in da so bili ti centri odprti k ljudem in ni šlo za pridobivanje premoženja enega ozkega kroga ljudi, seveda s posameznimi izjemami, kakršne sem skušal prej tudi nakazati. Če bi šli recimo danes v Avstrijo, to govorim iz lastne izkušnje, sploh bolj na podeželje, recimo na Tirolskem, imate tam nekaj krasnih samostanov, ki so tudi čudovito še vedno vzdrževani, ampak tam še vedno čutiš to, da so recimo ti samostani izredno tesno vpeti v življenje skupnosti, sredi katere so postavljeni. In recimo cele vasi ali cela manjša mesta pravzaprav živijo od sodelovanja s samostanom, pa naj to pomeni od kulturno-zgodovinskega sodelovanja, ki lahko pomeni skrb za umetnost, ki je tam shranjena in tudi to, da si jo potem ljudje od drugod hodijo ogledovati, ali to pomeni razne kulturne prireditve ali razne izobraževalne prireditve, pa konec koncev tudi sodelovanje pri gospodarskih dejavnostih, ki so še vedno vezane na samostan, naj bo to obdelovanje polj, skrb za recimo
čebelarstvo, za gozdove in tako naprej. Tako da to je zdaj malo odmika od tega, o čemer bom danes pretežno govoril, ampak vseeno je nekaj, kar je treba pojasniti, da razumemo, zakaj je bila vloga samostanov v srednjem veku takšna, kot je bila. Ne? In ne smemo nikoli gledati skozi očala, ki jih imamo danes. Kot sem rekel, grofica Sofija je zapustila nekaj parcel in dohodkov od njih samostanu v Disnu, ampak Disen je bil daleč od Štefanje gore in očitno jim je bil ta dar skoraj da bolj v napoto, skoraj da bolj odveč, kot pa v korist in v to, da bi jim olajševal njihovo delo. To se vidi potem, da so ga že manj kot 100 let pozneje prodali. Pa tukaj nam spet zgodovinski podatek pove, kako natančno so imeli izdelane neke pravne norme, da je vse potekalo tako, kot je moralo. Recimo, da so prodali ta posestva, ki jim jih je grofica Sofija zapustila, so potrebovali dovoljenje oglejskega patriarha Bertolda Andeškega, ki je bil tam cerkveni gospod, potem dovoljenje njegovega brata, grofa Otona IV., vojvode Meranskega, ki je bil fevdalni gospod na tem področju, in ona dva sta bila zraven, ko so podpisali pogodbo, da se te parcele prodajo gornjegrajskemu opatu Albertu. Kako bi rekli, izdelan sistem, ki je bil namenjen temu, da stvari seveda potekajo tako, kot je treba. Gornji Grad vam kažem samo zato, ker sem omenil Alberta in ker bom Gornji Grad še nekajkrat omenil v zvezi s samostanom v Velesovem. Danes je to seveda vas z eno velikansko cerkvijo, ne vem, če ste kdaj bili tam, ampak v resnici, ko vstopiš v to nekdanjo cerkev benediktinskega samostana, si rečeš, sej je tako rekoč ena stolnica, ne? Malo je ostalo zdaj od benediktinskega samostana, ker je pač zgorel v drugi svetovni vojni pretežen del, ampak recimo še pred vojno se vidi, da je bil bistveno večji. No, tale grafika iz 17. stoletja pa seveda kaže, da je šlo za samostan, ki je bil povsem enako veličasten kot vsi drugi veliki samostani na ozemlju Habsburžanov in gotovo veste, da Gornji Grad je bil na nek način počitniški dom ljubljanskih škofov, mogoče pa ne veste, da so si v 13. stoletju zelo prizadevali, da bi tam nastala samostojna škofija, ampak to ni uspelo zaradi pač neenotnosti v cerkvenih krogih, recimo tržaški škof si tega ni želel in je na nek prefinjen način to blokiral, ne neposredno, ampak preprosto tako, da v Rim ni pošiljal določenih podatkov in se zato tudi v Rimu potem niso mogli odločiti, kaj naj naredijo in do te postavitve Gornjega Grada kot škofije ni prišlo. Danes se nam zdi Gornji Grad je daleč, je tako rekoč v provinciji, ampak spet lahko vidimo, ne, kako drugačna je bila perspektiva srednjega veka in če so razmišljali, da bi tam lahko bila škofija in to zelo resno razmišljali, nam to gotovo veliko pove o tem, kakšen pomen je Gornji Grad imel. Tole sliko bom malce pozneje komentiral, ampak za uvod bi povedal še eno anekdoto, ki je vezana na prebivalce Štefanje gore, s tem pa na podložnike Andeških in na tiste, ki so recimo k cerkvenemu bogoslužju, k maši hodili v Velesovo ali pa v Cerklje in so bili vneti častilci Božje matere Device Marije. V 16. stoletju so menda nekateri bogatejši kmetje s Štefanje gore šli v Ljubljano in so šli k maši v stolnico. Tam je pa pridigar, ki je bil gotovo malce tudi že pod vplivom besedil, ki jih je bral in so bila sočasna in so govorila o tem, da je češčenje svetnikov malikovanje in da je katoliška cerkev oziroma cerkev skrenila svoje poti in jo je zato treba reformirati. Menda pri pridigi zelo ostro govoril zoper češčenje svetnikov in zoper marsikaj, kar so v bogoslužju ti pošteni kmetje s Štefanje gore, česar so bili navajeni ali pa kar so zelo cenili. In menda, to seveda ni dokazano, ampak je ena zgodba, ki se je ohranila, so imeli ti gospodje tega pridigarja v nekem trenutku dovolj in so ga preprosto s prižnice odnesli, ne.
Škof ni bil nič jezen, ampak jih je v zahvalo vsako leto na Veliki Šmarn povabil na kosilo na škofijo. Zdaj, zgodovinarji so skušali ugotoviti, če je na tej anekdoti kaj resnice, to se seveda ne da, ampak so pa približno ugotovili, kdo bi bil lahko pridigar, ki je takrat v Ljubljani govoril zoper recimo te katoliške bogoslužne navade, in ena možnost je, da bi bil to Gašper Rokavec, ki je bil pridigar v Ljubljani med letoma 1542 in 47 in je bil znan nasprotnik češčenja svetnikov in tudi češčenja Božje matere. Druga možnost je pa, da bi bil pridigar tedanji ljubljanski kanonik, to je bil pa nihče drug kot Primož Trubar, ampak to je samo anekdota, ki pa se mi zdi dovolj zabavna, da jo je bilo vredno povedati. Zdaj, zakaj Velesovo? Do tja bomo še prišli, ampak kakšna je bila organizacija, cerkvena organizacija v 12. stoletju na Kranjskem? Obstajale so tako imenovane prafare, pražupnije. To pomeni, bilo je nekaj velikih župnij, ki so bile tudi cerkveno-pravno urejene, in to je bilo v tistem času tudi zelo pomembno. Danes imamo zato mogoče malo manj občutka, ampak samo župnije, samo fare, in to so bile te prafare, stare ustanove, so imele pravico biti župnije. Kaj je to pomenilo? Preprosto rečeno, pomenilo je predvsem to, da so tam lahko opravljali vse zakramente, in recimo dva zakramenta, ki sta zamejevala človeško življenje in bila zato konec koncev bistvena za potek življenja v tistem času, sta bila seveda krst, ki je nekoga sprejel v krščansko občestvo in ga s tem napravil za del skupnosti, pa potem krščanski pogreb, ki je nekako bil zadnja pika na življenju nekoga, da je živel na tak način, da je lahko pokopan recimo znotraj cerkvenega obzidja na sveti zemlji. In pravico do pogreba in do krsta so imele samo fare, župnije, torej te stare ustanove, ne pa potem posamezne cerkvice, kapelice, ki so lahko zrasle na območju teh župnij po zaobljubi ali po kakšnem prikazovanju ali zato, ker je nek plemič hotel recimo postaviti kapelo ali cerkev določenemu svetniku, da se je tam lahko opravljalo redno bogoslužje, do tega je bilo težko priti. To je moral podeliti lokalni cerkveni gospod, se pravi škof ali celo nadškof ali recimo v primeru območja, ki ga mi obravnavamo, patriarh. No, in za območje med Kamnikom, Mengšom pa Kranjem je bila prafara v Cerkljah in je bila to tista bistvena cerkev, kamor so se morali prebivalci tega celotnega območja zatekati, če tako rečem, ali tja odhajati po te glavne zakramente. Ampak že v 12. stoletju je gospod Gerloh iz Velesovega prosil patriarha Bertolda, da naj cerkvi Svete Marjete da pravice do pogreba in do krsta, kar je bil skoraj da de facto že je pomenilo to lahko ustanovitev župnije. De jure mogoče še ne čisto, ampak de facto pa že skoraj. Kdo je bil gospod Gerloh iz Velesovega? To je bilo območje grofov Andeških, ampak seveda grofi Andeški tukaj le niso živeli in tako kot niso živeli še marsikje drugje na posestvih, ki so jih imeli, in uprava teh posestev, upravljanje teh posestev gospodarsko in konec koncev tudi do neke mere politično, je bilo prepuščeno tako imenovanim ministerialom. To so bili pa vitezi ali lahko tudi kakšni lokalni možje, ki so recimo dosegli en višji sloj, lahko tudi v generacijah svojega dela v neki družini in so tako postali sodelavci visokega plemstva Svetega rimskega cesarstva in upravniki njihovih posestev, ki so v njihovem imenu tam tudi vladali. Če bi gledali celotno zgodovino posameznih rodbin in gotovo vi, ki ste poslušali že doslej predavanja o Andeških pa o drugih, veste o tem več kot jaz, bi lahko opazili razlike v tem,
kako je recimo nek visok plemičnik, vojvoda, nek grof, ravnal z določenim delom svojega ozemlja, ali mu je bilo to pri srcu, ali mogoče malo manj, ali je sem večkrat prišel, ali nikoli. Tak primer bomo tudi danes videli pri Bertoldu Anderškem, ki je bil oglejski patriarh in je bil v tem smislu cerkveni gospod tega področja, ampak če že vnaprej izdam, njegov predhodnik nikoli ni prišel v te kraje, Bertold je bil pa tukaj tako rekoč vsako leto, če tako malo na pamet rečem, ampak vsekakor dovolj pogosto. Ja, torej ta razlika je nekaj, kar je treba imeti v mislih, ko skušamo tudi razumeti potem, zakaj je veliko cerkva na nekem ozemlju, pa vse niso bile župne cerkve, na eni strani torej prafare, na drugi strani lastniške cerkve, kot se jim je reklo, ki so pa jih gradili iz različnih razlogov, kot sem rekel, ampak nikoli samo zato, da so jih gradili. To je spet ena od napačnih predstav, ki jo pogosto imamo, pa ne samo v zvezi s srednjim vekom, ampak recimo tudi že v zvezi s pozno antiko, ko je krščanstvo začelo rasti in se razširjati po tedanjem rimskem imperiju, in se nam zdi, da ko pridemo do Konstantina, se začnejo graditi ogromne katedrale, ki so zdaj namenjene temu, da se krščanstvo utemelji kot državna vera, pa bi kdo rekel, to je bila neka ekstravaganca in so gradili stavbe, kakršnih niso potrebovali. Ni res. Gradili so vedno samo tisto, kar so potrebovali in kar so uporabljali. In tudi vse tiste velikanske stavbe, ki jih je Konstantin dal zgraditi za cerkev, so bile narejene zato, da so se uporabljale, in razumeti moramo, da v tistem času so kristjani lahko prišli tako rekoč iz neke, ne ravno nujno iz skrivanja, ampak iz neke zadržanosti v to, da se je vera začela svobodno izražati in jih je bilo veliko in na svetih mestih so bile te stavbe tudi polne, pa še od drugod so prihajali. Enako je bilo tudi pri takšnih manjših stavbah, ki so jih gradili recimo plemiči v Avstrijskem cesarstvu oziroma še prej v Svetem rimskem cesarstvu. Če so gradili recimo cerkve, kot je cerkev Svete Marjete na Trati, ki je v cerkljanskem območju, ampak bliže Velesovega, so to gradili zato, ker je bil v Velesovem dvor andeških ministerialov, ker so torej ti dvorjani, pa tudi podeželani, ki so okrog živeli in recimo delali na kmetijah, potrebovali cerkev bodisi za neke zasebne molitve, bodisi recimo za vaške dogodke, ki so bili povezani z vero ali kaj takega, in so pač zato jih zgradili. Kar je za nas pomembno, je to, kar sem povedal, da je potem v drugi polovici 12. stoletja gospod Gerloh iz Velesovega prosil patriarha v Ogleju, to še ni bil Bertold, ampak Bertold III. Je bil pa takrat andeški grof in je moral tudi dovoljenje za to prošnjo. Gerloh ga je prosil, patriarha Ulrika II. V Ogleju, da naj podeli tej cerkvi pravico do pogreba in pravico do krsta. In to je pomenilo gotovo eno spremembo v funkciji cerkve Svete Marjete na Trati. Zakaj je pa gospod Gerloh to prosil, pa ne vemo čisto točno, ampak zdi se, da je želel, da bi bil njegov brat, ki je takrat umrl, temu bratu je bilo pa ime Meinhalm, pokopan v bližini svojega doma oziroma na domačem ozemlju. Kot sem rekel, dvorec, pa to si ne smemo predstavljati zdaj kot nek Versaj, ampak nekoliko bolj skromno seveda, dvorec ministerialov je bil v Velesovem in Gerloh je verjetno želel, da bi bil njegov brat pokopan tukaj, ne v Cerkljah, in je zato prosil, torej te, ki so mu bili nadrejeni, da bi se to uredilo, in se tudi je uredilo. Ampak spet pridemo nazaj do tega, kako je bil srednji vek tudi pravno in konec koncev ekonomsko urejen. Če je imela cerkev pogrebno in krstno pravico, je pomenilo, da bo ta cerkev zdaj veliko bolj oblegana oziroma da bo verjetno tam potreben tudi duhovnik, ki bo za te zakramente skrbel. To pa pomeni tudi, da bo
moral on od nečesa živeti in da bo morala skupnost, ki se bo mogoče okrog cerkve oblikovala, od nečesa živeti. In kaj je določil patriarh Ulrik? Določil je, da se mora odslej tej cerkvi dajati desetino od 50 kmetij, ki jih je tudi gospod Gerloh iz Velesovega upravljal kot fevd Oglejske cerkve, in desetina teh 50 kmetij naj bo namenjena temu, da bo tisti duhovnik, ki bo tukaj nastavljen, lahko opravljal delo, za katero bo nastavljen, pa vedno je seveda dodano tudi tisto, kar govori o nekem spoštovanju in dostojanstvu srednjega veka, da je ta denar namenjen tudi temu, da bo imel ta duhovnik, ki bo tukaj deloval, vedno tudi spoštljiv odnos in bo tudi v svoje molitve vključeval tako oglejskega patriarha kot njegovega kranjskega arhidiakona in njune naslednike. Arhidiakon, če še to pojasnim, sej oprostite, če govorim nekaj, kar že veste, arhidiakone imamo tudi še danes. Arhidiakoni so pravzaprav škofovi namestniki za določeno območje. In jasno, patriarhu Ogleju, kot sem rekel, je ali prihajal sem ali pa tudi ne, ampak tako kot so imeli grofje svoje ministeriale, je imel pa patriarh, ki je bil škof, tudi svoje arhidiakone, ki so skrbeli za to, da je pa cerkveno življenje na nekem delu njegovega ozemlja potekalo tako, kot je moralo potekati. Tole je notranjost današnje cerkve in kot sem rekel, ne od zunaj, ne od znotraj, to seveda nima ničesar s tisto cerkvijo iz 12. stoletja, o kateri govorim, samo na istem mestu je. No, ampak oltar je nekoliko starejši, je iz 17. stoletja, ker cerkev sama je iz 18. In kot vidite, je tukaj le pač Sveta Marjeta na sredi, v oltarju, in od bliže, če jo pogledamo, to je tale kip. Zakaj sem vam ga želel pokazati? Zato, ker je tukaj še en zanimiv podatek. 3 svetnike imamo, ki so upodobljeni z zmajem in ki so imeli na Gorenjskem ali pa na Kranjskem takrat še, so jih razumeli kot svetnike, ki imajo ravno zaradi tega zmaja nekaj skupnega. To sta bila poleg Svete Marjete seveda še sveti Mihael in sveti Jurij. Sveti Mihael, ki je premagal vojske Satanove kot poveljnik nebeške vojske, in jasno, Satan kot hudič je lahko tudi dobil podobo zmaja ali vsaj nečesa podobnega, in zato je sveti Mihael tisti, ki je zaščitnik pred Satanom in premagavec zmaja, bi lahko rekli, in sveti Jurij, tako ali tako je to njegov glavni atribut, da je premagal zmaja. Koliko imamo upodobitev svetega Jurija na konju, ki sulico zabada v zmaja in ga s tem usmrčuje, ampak sveti Jurij kot nek človeški junak, sveti Mihael kot nek nebeški vojak. Sveta Marjeta je pa svetnica iz starih časov, bi lahko rekli, iz zgodnjekrščanskih časov, in je v resnici bila to Marjeta iz Antiohije, torej zelo daleč na vzhod od nas, tako rekoč Antiohija je v azijskem svetu, bi lahko rekli. In sveta Marjeta je bila iz neke rimske družine, ker rimske družine so bile po vsem območju imperija, ampak se je spreobrnila v krščanstvo, pa to ni bilo všeč njenemu očetu po eni različici legende in jo je prijavil oblastem, ki so seveda zahtevale, da počasti Malike, ona tega ni hotela, in potem je ena različica legende, da se ji je v ječi prikazal zmaj, Satan v podobi zmaja, in jo hotel požreti, ampak ker je imela pri sebi križ, ali je imela obešen križ okrog vratu, se je ustrašil in jo ni požrl, po drugi različici naj bi jo požrl, pa jo je moral izbljuvati, ker tega križa pa ni mogel prebaviti in je bila tako rešena. No, pozneje so jo seveda usmrtili, ampak to je podoba. Spodaj je ta zmajček, ki je skoraj, da bi rekli, ena luštna igrača, ampak vidite, ona ima v rokah križ, pa tudi na obleki ima na trebuhu križ, tako da tukaj naši predniki, ki so tale kip naročili, niso hoteli pustiti nobenega dvoma, kaj se je zgodilo, da je križ tisto zmagovito znamenje, ki je tudi Marjeto rešilo pred tem zmajem oziroma ji zmaja pokorilo. Na levi imate pa listino, ki so jo
takrat izdali, ne, ko so prodali, torej, ne, ko so dovolili, da ima Cerkev Svete Marije te krstne in pogrebne pravice, pa bi vam želel samo to povedati, spet nekaj, kar nam pove o tem, kako je bil konec koncev srednji vek urejen. Bi rekli, to je bila ena majhna cerkev na nekem ozemlju, ki kakšne posebne politične teže tudi ni imelo, ampak kakšne priče so bile pri taki na videz majhni stvari, kot je to, da je neka cerkev odslej lahko opravljala tudi pogrebe in krste. Recimo, tukaj piše, da je župnik v Cerkljah, ki je s tem zgubil en del ovčic, bi lahko rekli, ne, ker jih bo zdaj lahko oskrboval tisti duhovnik, ki bo nastavljen pri Sveti Marjeti, se je moral s tem seveda strinjati in se je strinjal in je zato, da se je odpovedal pravicam, ki jih je kot župnik imel do tega območja, se pravi, da on tukaj opravlja zakramente, v zameno za to je dobil eno kmetijo in nekaj manjših posesti, zaradi česar recimo zgodovinarji domnevajo, da torej to ni bila ne vem kako zelo vredna ali pa bogata kapela, to ni neka velikanska odkupnina, ampak vseeno, kdo so bili priče temu pravnemu dogovoru? Trije škofje, stiški opat, prošt pri svetem Feliksu v Ogleju, se pravi prošt iz stolnice v Ogleju pri patriarhatu, šentviški dekan, številni župniki. Nas preseneča, ne, kot da bi šlo za ne vem kakšno stvar, ampak je očitno, da ni šlo ne za premoženjsko pomembno stvar, ne za politično pomembno stvar, ampak red je moral biti in naredilo se je tako, kot je bilo treba, da se naredi, vse jasno, vse točno in listina je tudi danes še ohranjena, kjer je vse to napisano, ampak bistvo tega je seveda to, da so zdaj lahko pri Sveti Marjeti imeli pogrebe in krste. Zakaj se pri tem tako dolgo ustavljam? Zato, ker je to izredno pomembno za ta konec sveta, ne, in potem za samostan, ki je v bližini zrasel, ker je to pomenilo, da je ozemlje postalo iz nečesa, kar je bilo cerkveno recimo nepomembno oziroma je bilo podrejeno bližnji župniji, zdaj nekaj, kar je bilo na poti v samostojnost. Tudi pozneje se kaže, da so recimo za to področje cerkljansko in posledično tudi velesovsko andeški imeli mehko mesto, ali kako bi rekel, da jim je bilo pri srcu, da so vedno pazili, kdo je recimo župnik v Cerkljah, da so hoteli imeti pri tem besedo, da jim je bilo važno, kdo je ta oseba in da jim je bil torej ta del njihovega ozemlja gotovo na nek način pomemben. Kdaj se pa začne ideja o samostanu v Velesovem? Povezana je z Bertoldom Andeškim, ki je bil oglejski patriarh od leta 1218, ampak ni on tisti, ki je dal pobudo. Pobudo so dali seveda spet lokalni ministeriali, namestniki njegovega brata, ki je bil grof Andeški takrat. Bertold je bil peti sin in kot peti sin jasno je bil že vnaprej predviden za cerkveno službo, pa tudi njegov starejši brat, ki je bil četrti sin, je imel cerkveno službo in je bil, oba sta imela seveda imenitno cerkveno kariero, kar je bilo takrat značilno, če si bil iz pomembne družine, ampak recimo njegov brat Engelbert je bil škof v Bambergu. In tudi Bertold je tam začel svojo cerkveno kariero, je pa tako, ne. Ko govorimo o cerkvenih karierah plemičev v srednjem veku, je spet tukaj treba nadeti očala, ki nas prestavijo v drug čas in si zelo malo lahko pomagamo, če recimo poznamo okoliščine ali pa situacijo, kakršna danes je v cerkvenih zadevah. Plemiški sinovi, ki so postali cerkveni dostojanstveniki, so dostikrat to postali izredno mladi, skoraj da še otroci ali pa najstniki, ampak spet tukaj ne smemo na to gledati kot na eno sprevrženost, ampak je bil sistem tak.
S cerkvenimi službami so bili povezani tudi določeni dohodki in na ta način se je zagotavljalo, da je bil recimo nek plemiški sin imenovan za škofa tam in tam, da je še naprej lahko živel kot gospod, kot je to bilo primerno za njegovo poreklo. Ni pa seveda nujno pomenilo, oziroma zagotovo ni pomenilo, da je recimo nekdo pri 15 letih v resnici začel opravljati škofovsko službo. Pogosto je začel opravljati potem, ko je dozoril, ko se je izobrazil in ko je postal toliko tudi zrel, da je to v resnici lahko opravljal. Do takrat so pa to opravljali v njegovem imenu arhidiakoni, kanoniki, prošti, ki so bili pa gospodje že z zadostno izobrazbo in zadostnimi izkušnjami, da so vodili torej te enote. Ker škofije v tistem času so bile spet ne samo cerkvene pravne osebe, če tako rečem, ampak so bile v resnici tudi čisto posvetne ustanove v tem smislu, da so skrbele za ljudi na svojem ozemlju. In skrbele, tako kot recimo bi rekli danes skrbijo občine ali pa neke ozemeljske zaokroženosti. Torej, skrbele so tako za njihovo ekonomsko, socialno blaginjo ali položaj, zato da so imeli ljudje službe, zato da so bile šole, da je bilo izobraževanje, da se je recimo z davki ravnalo tako, kot je bilo mišljeno in tako naprej. In jasno, ta, ki je bil zdaj otrok, pa je bil škof, pa je od tam dobival samo dohodke, je zdaj živel na nek način na kredo, ampak pozneje je ponavadi vseeno tudi navzočnost takega škofa ali pa politični vpliv, ki ga je imel zato, ker je bil iz visokega plemstva na dvoru, tudi tem škofijam lahko koristilo. No, pobuda je prišla za ustanovitev samostana blizu Velesovega od gornjegrajškega opata Alberta, ki sem ga že omenil. Prišla je pa potem, ko je postalo jasno, da ustanovitve gornjegrajške škofije ne bo. Zdaj, samostane, sploh samostane, če so bili namenjeni klauzurnim redovom, torej tistim, ki živijo na neki način ločeno od ostalega sveta, so v srednjem veku ponavadi ustanavljali v krajih, na mestih, ki so bila ločena od naselij, zato da so imeli pač redovniki ali redovnice tam mir. Pozneje, v 13. stoletju, ko se razvijajo mendikanski redovi, torej tisti, ki se premikajo iz kraja v kraj, se to spremeni. Frančiškani pridejo v mesta, recimo, dominikanci tudi pozneje pridejo v mesta, ampak zanimivo je, da za Velesovo so želeli imeti ženski red, in sicer dominikanke, ampak one so bile kontemplativen red, klauzurni red, ki so živele same zase, povabili so jih pa z Dunaja. No, kako je sploh prišlo do nastanka tega? Najprej tako, da se je pojavila ena legenda, ki govori o tem, da je župnik videl Marijino podobo sredi enega drevesa in jo je nesel domov, pa potem po noči mu je ušla, pa se je spet na tistem drevesu pojavila in tako naprej. Če bom imel čas na koncu, vam bom to zgodbo prebral tako, kot je bila zapisana v 19. stoletju, ki je zapisana tudi v eni taki kleni slovenščini, bi rekel, ki nam danes deluje zelo literarno, ampak je tudi čisto lepa zgodba. No, ampak tukaj je začetek, ne? Se pravi, Marija si je to mesto izbrala za svoje bivališče in zato so mesto, kjer je samostan v Velesovem oziroma Adragas danes rečemo, imenovali Dolina Device Marije, kar je bilo zelo generično poimenovanje. Veliko takšnih dolin, kjer so postavljali samostane, tudi kartuzijanske recimo, so imenovali Dolina Device Marije ali pa včasih recimo Dolina Device Marije in Svetega Petra, ampak ponavadi je Marija vedno tudi zraven. No, vseeno to področje ni bilo področje, ki bi bilo najbolj idealno za bivanje. Bilo je močvirnato, od tam so se vode zlivale iz teh hribov, ki so nad Velesovim še danes, ne. In zato tudi pozneje v zgodovini beremo, tisti ima več zveze z Andeškimi, ampak samo še samostanom v Velesovem, da so stavbe v slabem stanju, ker jih najeda vlaga, da
tudi življenje v njih ni preveč prijetno in zato bom potem povedal, so imele redovnice iz Velesovega nekaj privilegijev, ki ponavadi za klauzurne redove niso bile v navadi. No, ampak vseeno. Dominikanski samostan je bil ustanovljen na pobudo gornjegrajškega opata Alberta na prošnjo andeških ministerialov z tega konca in jasno po dovoljenju nazadnje patriarha Bertolda, ki je bil pa tudi andeški spet. Kako fascinantno je brati poročila o tem, kako so nastajale takšne ustanove. Recimo, imamo ohranjeno listino iz leta 1238, kjer piše, kako točno je prišlo do ustanovitve. In piše takole. Andeški ministerial Gerloh s svojima bratoma Veriandom, ki je bil mengeški župnik, in Valterjem, z Rihco, vdovo njihovega brata Berona, njenim sinom Veriandom in Marjeto, hčerjo pokojnega brata Henrika, pa tudi z dovoljenjem vseh starejših in mlajših sorodnikov, podeli cerkev Svete Marjete v Velesovem, tisto, ki smo jo prej videli in je bila nekako pod njihovo ingerenco, in vse, kar ji pripada, se pravi tudi vse tiste gospodarske dohodke, ki so bili s to cerkvijo povezani, vse to podari Sveti Devici. In to na ta način, da njej v času ustanovi samostan v dolini blizu te cerkve, ter se odreče pravici odvetništva. Pravica odvetništva je bila pa neke vrste zaščitništvo nad cerkvijo in tistimi, ki so v njej delovali, ozemlji te cerkve, dobrinami, ki ji pripadajo, ker vedno, kot sem prej tudi že rekel, ljudje so bili pa vedno tudi taki, da so si skušali pridobiti korist od nečesa, kar ni bilo njihovo. In marsikdo je hotel recimo v kakšnem gozdu, od koder bi dohodki morali iti za cerkev Svete Marjete ali pa potem za samostan v Velesovem, kakšno smreko vzeti ali pa kakšen pridelek, ki je ukrasti in tako naprej. To je bilo odvetništvo, ki je skrbelo, da se je to delalo tako, kot je bilo treba. No, ampak kaj vse so podarili zdaj samostanu? Cerkev ima 28 kmetij in pravico do desetin 45 kmetij, potem so pa ti posamezni ustanovitelji podarili še takole: Gerloh 14 kmetij, Veriand 10 kmetij, 14 oseb in en vinograd, Rihca s sinom 4 kmetije, Marjeta 5 kmetij in Marjeta je postala tudi prva domača redovnica v samostanu, Valter 1 kmetijo, potem so pa še neki drugi obdarovalci, ki jih poznamo samo po imenu. Henrik je podaril en vinograd in tudi neki Janez je podaril vinograd. To je bilo leta 1238 in že 11. decembra je patriarh Bertold prišel v Cerklje in je obiskal tudi cerkev Svete Marjete in takrat so ga potem vsi ti imenovani ustanovitelji prosili, ker je bilo pa seveda treba tudi ceremoniji služiti in opravljati stvari na ta način, kot je recimo nek protokol predvideval, in so prosili torej patriarha, naj potrdi to ustanovo, ki je sicer že zaživela in so začeli tudi graditi kapelo in hišo Device Marije in Jezusa Kristusa. In še to, oba glavna ustanovitelja, torej brata Gerloh in mengeški župnik Veriand, sta se pisno zavezala, kaj bo kdo od njiju zagotovil za gradnjo samostana in samostanske cerkve, pa ne samo to, določila sta tudi pisno, kaj se zgodi, če eden od njiju umre, kaj bo v njegovi oporoki napisano, da bo lahko samostan dograjen, in tudi kaj se zgodi, če oba umreta. Tako da je bilo absolutno zagotovljeno, da bo samostan zgrajen in da bo lahko začel delovati. No, povabili so dominikanke iz Dunaja. Dominikanci kot red sledijo pravilu svetega Avguština. V zahodnem meništvu sta dve glavni pravili, glede na katere se potem recimo nek samostan obnaša. Pravilo svetega Benedikta in od tod gredo potem benediktinci, pa seveda njihove reformirane različice. Cistercijani, kartuzijani, trapisti in tako naprej. Potem imamo pa avguštinsko pravilo, to so pa lahko avguštinci, ki so ponavadi
korni kanoniki in so v mestih, dominikanci imajo avguštinsko pravilo, frančiškani imajo v osnovi tudi avguštinsko pravilo in avguštinsko pravilo je nekoliko manj strogo, ne, ker benediktinci so bili vedno zaprti redovi. Čeprav seveda se stopne večajo, cistercijani so še bolj zaprti, kartuzijani sploh zelo klauzurni, ne, zaprti v lastno skupnost, ampak vseeno so ena lastna skupnost znotraj samostana in zato lažje tudi živijo po strožjem pravilu. Ti ostali redovi, ki so živeli po avguštinskem pravilu, so pa vedno povezani tudi z naseljem okrog ali z mestom, v katerem delujejo in so zato njihova pravila nekoliko bolj ohlapna. Ampak patriarh Bertold je rekel, da za te dominikanke, ki pa so tukaj v Velesovem, ker so na samem, naj pa vsaj kar se tiče uživanja mesa in posta ter tega iz kakšnega platna ali iz bolj grobega ali iz bolj finega imajo narejene redovne obleke, naj pa za te primere vseeno velja pravilo svetega Benedikta. Zdaj je nekaj, ko je bila ustanova potrjena, je tudi gornjegrajški opat Albert nekaj doniral samostanu in sicer 14 kmetij in 40 mark v gotovini. Številke nam lahko nič ne pomenijo, ampak vemo, za koliko je kupil teh 14 kmetij. Za 60 mark. Se pravi, to, da je dal v gotovini 40 mark, je bil kar en zajeten kupček denarja za tisti čas. No, patriarh je pa tudi zdaj seveda še nekaj dodal. On je bil na eni strani cerkveni gospod tega območja, bil je pa tudi iz družine, ki je bila fevdalni gospod tega območja. In očitno je bil pooblaščen za to, da je vse to potrdil, ker tudi darove je moral patriarh potrditi v svojem imenu in v imenu svojega brata Otona, ki je bil vojvoda meranski, in svoje sestre Neže oziroma Agnes, ki sta bila takrat voditelja te plemiške družine. Je pa dodal še cerkev v Šenčurju z vsemi dohodki. In tukaj se mnenja zgodovinarjev niso enotna, ampak glede na poznejšo navado se domneva, da ni pomenil samo cerkve v Šenčurju, ampak celotno šenčursko faro. In recimo dokler so bile redovnice v Velesovem, bile so pa do ukinitve samostanov pod Jožefom II., se pravi sinom Marije Terezije, do takrat je imela redovna skupnost, se pravi nunska skupnost v Velesovem, pravico, da če že ne imenuje, pa vsaj predlaga to, kdo naj bo v Šenčurju župnik. Tako da tukaj se še en mit ruši, ne. Včasih mislimo, da ženske do 20. stoletja niso imele nobene besede, ampak če malo bolj poznamo zgodovino, pa je to samo en primer, bi lahko v vsej zgodovini sledili damam, ki so imele ogromen vpliv, tudi politični, tudi gospodarski, pa ne samo neformalnega, ampak tudi čisto zakonito določenega. In to je en tak primer, ne. To je bilo zakonito določeno, da ima ženska redovna skupnost iz Velesovega pravico, da imenuje župnika v Šenčurju, da one določijo, kdo bo tam župnik, oziroma dajo one predloge patriarhu, med kom naj on zdaj izbere. Nekaj besed o Bertoldu V. Tukaj le ga vidite in to je mogoče idealiziran portret, ampak vseeno kaže na to, da je bil človek, ki je gotovo vzbujal veliko spoštovanje kot beneški patriarh. No, ampak njegova zgodba je drugače kar zelo zanimiva. Rojen je bil, kot vidite, leta 1180, leta 1205, torej pri 25 letih, je bil imenovan za nadškofa na Ogrskem. To pa zato, ker je bila njegova sestra Gertruda ogrska kraljica in Gertruda je bila pa ena od tistih gospa iz srednjega veka, s katero se ni bilo dobro šaliti, no. Očitno je ona, dokler je bila živa, na Ogrskem imela vajeti v svojih rokah. Njen mož, kralj Andrej II., je bil miroljuben vladar in do neke mere neodločen. Ona je bila pa plemkinja iz družine Andeških in je torej ostala Andeška tudi in je torej tudi hotela, da bi
imela vpliv in ga je tudi imela, ne samo kot prišepetovalka na Andrejevo uho, ampak bolj ali manj kar zelo javno. To je imelo seveda za posledico tudi to, da so jo Madžari sovražili, ne, imeli so jo za Nemko, ki se zdaj vtika v njihovo organizacijo, v njihovo državo, v njihova življenja in ki izrablja konec koncev svoj položaj kraljice, kraljeve žene, zato da polni zakladnice svoje nemške družine, andeških, in da širi njihov vpliv na Ogrsko. In nazadnje je to privedlo do tega, da so na Gertrudo izvedli atentat in so jo v resnici pokončali. No, takrat se je potem tudi Bertoldova usoda malce obrnila na Ogrskem, ampak vseeno. Kot rečeno, leta 1205 je bil on imenovan za nadškofa. Že prej sem povedal, da je bil njegov brat bamberški škof, ne, in da je tudi tam začel torej Bertold svojo cerkveno kariero. Problem je bil pa, da ko je bil imenovan za nadškofa Kaloškega, torej na en izredno pomemben škofovski sedež v Ogrskem kraljestvu, je to potekalo tako. Škofa je vedno izvolil stolni kapitelj, se pravi stolni kanoniki, ki so izvolili nekoga, da naj bo zdaj novi škof ali nadškof tega mesta. Jasno, tukaj je bilo ogromno enih političnih preigravanj in ne samo boja za prestiž, ampak strani kanonikov najmanj tudi premisleka o tem, kateri od ponujenih plemičev bo najboljši za njihovo nadškofijo, ne nujno samo kot oseba, ampak tudi glede na to, kakšne so njegove politične povezave, iz katere družine je, ali bo to nadškofiji zagotovilo mir, ali bo zagotovilo vpliv recimo na cesarskem dvoru ali pa v Rimu in tako naprej. No, in Gertruda je uspela prepričati kanonike, da so izvolili njenega brata, ker mu je s tem hotela pač zagotoviti tudi en ugleden položaj. Ne? Vsi ti položaji nadškofov so bili v tem času povezani tudi z eno posvetno oblastno funkcijo in za tega mlajšega brata, ki ni imel nobenega svojega ozemlja, ker so ga podedovali njegovi starejši bratje, je bil to zdaj najboljši način, da je na neki politično pomembni funkciji. Ampak prišlo je do težave. Na enem od prejšnjih koncilov so sprejeli kot cerkveno pravilo, da je minimalna starost, ki jo mora izvoljeni škof imeti, da je lahko potrjen kot ordinarij. In potrditev je pa vedno bila v rokah papeža. In ta minimalna starost je bila določena pri 30 letih. Kot sem povedal, Bertold je bil star 25 let. Ampak to bi še šlo, ne? Bi pač malo tako zavil dikcijo, pa bi rekel, se je že skoraj toliko star, ne? To ni taka težava. Drug pogoj je bil pa, ki ga je tudi koncil ravno malo prej postavil, da mora biti nekdo, ki je škof ali pa sploh nadškof neke pomembne škofije, vendarle tudi teološko in kanonsko pravno, se pravi cerkveno pravno, zelo dobro izobražen, da lahko v resnici vlada svojemu ozemlju in ga tudi duhovno vodi. Zdaj, papež Inocenc III. Je takrat malo verjetno pod pritiskom ali pa na prigovarjanje Gertrude in njenega moža, ki sta na vsak način hotela videti Bertolda na tem nadškofijskem prestolu, nekako pristal, da bo poslal svoje odposlance, da preverijo njegovo znanje in da če bo to znanje v redu, bo ga potrdil, kljub temu, da je še nekoliko premlad. Ampak izkazalo se je, da je sicer jasno Bertold imel dobro izobrazbo in da je tekoče bral in razumel latinščino, da je znal tudi do neke mere razložiti svetopisanske odlomke, ki jih je prebral, ampak da o kanonskem pravu pa o kakšni bolj dognani teologiji pa nekega velikega pojma ni imel. In zato je Bertold od leta 1205 do leta 1212 ostal tako imenovani nadškof electus, izvoljeni nadškof, ne pa ordinarij. V resnici torej ni mogel opravljati vse cerkvene službe, ki bi sodila pod okrilje nadškofa in takrat niti še ni bil posvečen v duhovnika.
On je to skušal rešiti na ta način, da je šel v Vicenzo in se skušal tam izobraziti, je tam hodil v šolo od leta 1207 do 1209 v kanonskem pravu in teh stvareh, da bi potem lahko končno to prevzel, ampak tudi to je šlo papežu v nos, ne, in je zato dosegel, da se je Bertolt leta 1209 vrnil v mesto, kjer je bil njegov škofovski sedež. Je pa nekaj zabavnega papež menda rekel kralju Andreju, ne, in sicer mu je rekel, nočem, da je v Vicenci, ker to jasno kaže, da je popolnoma neizobražen. In vi ste povzročili ta problem, zato ker ste me zavedli, da sem dovolil, da sem učiteljem postavil učitelja, ki ne zasluži niti, da je učenec učenca. Hotel je pač povedati, da je zaradi političnih pritiskov kralja in njegove žene pristal na to, ne, da je ta mladenič postal nadškof, ampak v resnici jima je povedal, da to pač ni pravi način. No, kakorkoli, Bertolt se je potem le naučil stvari in leta 1212 je postal ordinarij v Kaloški nadškofiji. Ob tem je dobil še druge nazive in funkcije, ki so bili tudi nazivi, ki so bili nazivi posvetnega plemstva, ker je bila ponavadi neka taka cerkvena funkcija tudi tesno zvezana s funkcijami, ki so bile pa posvetne v okviru neke kraljevine, v tem primeru ogrske, ne. In je vse bolj sodeloval tudi s svojo sestro pri političnem vodenju države, ampak kot rečeno, ne, to so ogrski aristokrati tudi zamerili. Potem, ko so Gertrudo umorili in je tudi Bertolt za en kratek čas zbežal z Ogrske, ker je vedel, da se bo gnev tudi nanj razlil, je ob vrnitvi v svojo nadškofijo ugotovil, da je situacija spremenjena, da je njegov vpliv zdaj bistveno manjši in vedel je, da tukaj pač tudi neke posebne ljubezni do njega kot Nemca in do njegove družine ni. In se je začel ozirati na cerkvene položaje, ki bi bili zanj primernejši, ustreznejši, boljši. In takrat je bil oglejski patriarh že precej v letih, Bertolt ga je tudi enkrat srečal in je videl, da je gospod bolan. In ko je leta 1218 tedanji oglejski patriarh umrl, se je Bertolt seveda začel zanimati za to mesto in je bilo tudi nekako doseženo, da je potem postal on naslednik v Ogleju. Zanimivo je to, da ni bil zares izvoljen, čeprav bi moral biti, ne, kot sem prej opisal, je to vedno volil stolni kapitel, ampak tukaj se med obema kandidatoma niso mogli odločiti in je papež pozneje volitve celo razveljavil, ter je papež sam določil, da bo Bertolt oglejski patriarh. To so sprejeli. Zakaj? Zato, ker je bil oglejski patriarh delno na ozemlju Andeških in niso hoteli biti v konfliktu s posvetnimi fevdalnimi gospodi, s katerimi so si recimo delili ozemlje ali pa so na njihovo ozemlje mejili. Potem vedeli so, da je Bertolt kot nemški plemič v dobrih odnosih s Friderikom II., ki je pozneje postal cesar. In to je vendarle čas, ko potekajo tudi boji med sedežem v Rimu in cesarskim prestolom. Saj ti boji so dolg časa potekali, ne, vsaj zakulisno. In so rekli, če bo tukaj nekdo, ki je cesarjev prijatelj, bomo imeli mi mir. Zdaj, Bertolt je ostal na prestolu potem do svoje smrti, 33 let. In ne glede na vse zgodbice, ki sem jih povedal iz njegove mladosti, se je v Ogleju izkazal. To je zlata doba patriarhata, ne nujno seveda samo cerkveno, ampak gotovo tudi v tem, kakšno vlogo je patriarhat imel v posvetnem smislu. Patriarhat je bil tako rekoč svoje plemiško ozemlje, svoja kneževina in v Bertoldovem času je to cvetelo. Zdaj, ko smo ravno pred veliko nočjo, pa spet en odmik oziroma en ovinek, če dovolite, da naredim, kako se recimo danes pri nas pozna, da smo bili nekoč del oglejskega patriarhata.
Veste, da imamo pri nas velikonočne procesije v nedeljo na veliko noč, ponavadi zgodaj zjutraj. To je precejšen unikum v katoliški cerkvi. Gre pa za to, da se je Kristusovo vstajenje vedno proslavljalo in slavilo že po noči, sobote na nedeljo, ker Kristus je vstal po noči, ne? Zjutraj so apostoli našli prazen grob. In obred, ki to slavi, se imenuje v liturgiji velikonočna vigilija, velikonočno bdenje, in takrat se potem tudi prvič zapoje Aleluja. In tudi recimo v slovenski cerkvi je ta obred, ampak zjutraj je pa potem še enkrat vstajenje, ne, ki se potem s procesijo nadaljuje. To je pa ostank oglejske liturgije. Do 16. stoletja, ko je tridentinski koncil poenotil katoliško liturgijo in dovolil samo nekaj starih obredov, da ostanejo še naprej nepoenoteni, je imela vsaka večja škofija do neke mere svoje obredje. Vsi so izhajali iz rimskega, ampak imeli so ene svoje navade. In ena od navad oglejskega patriarhata je bila velikonočna jutranja procesija in ta se je recimo ohranila na našem prostoru, zato recimo v Sloveniji tako rekoč je vstajenje pravzaprav dvakrat. Če naštejem par stvari, ki jih je Bertold speljal kot oglejski patriarh, pa so vezane na naše ozemlje in mu je bilo to ozemlje očitno pri srcu, ker je bil tukaj zelo velikokrat, ne, njegov predhodnik pa nikoli, je ne samo, da je dovolil ustanovitev samostana v Velesovem, ampak je, kot sem mislim, da na začetku omenil, tudi v Slovenj Gradcu ustanovil cerkev Svete Elizabete Ogrske in na našem področju spodbujal njen kult. Potem Čedat, ki je vendarle tudi nekako naše nacionalno ozemlje, tam je tako rekoč pripravil vse, da bi bila ustanovljena univerza. Potem preselil je sedež iz Ogleja v Videm, ki je bil tudi v resnici bliže recimo slovenskemu ozemlju. Ni to počel zaradi Slovencev, ampak je pa to nekaj, kar je vplivalo tudi na razvoj zgodovine pozneje in je imelo vpliv tudi na našo zgodovino. Ja, že prej sem povedal, ne, koliko so dobile redovnice v Velesovem darov, pa kmetij, pa premoženja, zato da bi lahko samostan dobro funkcioniral. In v zvezi s tem ena anekdota, oziroma zgodovinsko dejstvo, to je pa zapisano. Rekel sem tudi, da so si marsikdaj potem ljudje drugi ali pa drugi veljaki skušali prisvajati kakšne dohodke ali pa kakšne materialne dobrine iz teh področij in zanimivo je, ne, da že 2 leti potem, ko je bil samostan ustanovljen leta 1240, nastane pismo patriarha Bertolda, v katerem piše župnikom na Kranjskem, da naj uredijo težavo, do katere prihaja v Velesovem, da se redovnice pritožujejo, da jim kradejo tisto, kar njim pripada, in Bertold je jasno zahteval od župnikov, da naj 3-krat opomnijo te kršitelje, potem pa jim tudi zelo strogimi cerkvenimi kaznimi zagrozijo, če ne bodo nehali tega svojega protizakonitega ravnanja. In očitno je zaleglo. Premoženje velesovskega samostana je v naslednjih stoletjih samo še raslo. Raslo je s kakšnimi dotacijami, tudi z nakupi, predvsem je pa raslo zato, ker so v ta samostan prihajala dekleta, ki so bila iz plemiških družin, poznaje pa tudi iz meščanskih, ampak iz bogatih meščanskih in so s seboj prinašale tudi svojo doto, ne. Ampak, spet, da ne bi mislili, da so prinesle denar v samostan in je bil zdaj last samostana. Dokler so bile žive, so s tem upravljale po svoji vesti in same. To je bil njihov denar, njihovo premoženje in šele po njihovi smrti je postal del samostanske lastnine, ampak tako se je seveda tudi samostanska lastnina večala. Tole je Valvazorjeva grafika, ki kaže velesovski samostan, kakršen je bil verjetno v 17. stoletju. To gotovo ni tisto, kar je nastalo v času Bertolda ali pa Gerloha iz Velesovega, ampak zgoraj vidite, da je bil na pobočju nek grad, ki je bil seveda utrdba, kakršne so v tistem času
gradili, oziroma kakršne so v stoletjih nastale iz osnovnega stolpa na sredi, tistega, ki ima balkonček, ne, ki je bil tudi verjetno palaci, ki je bil verjetno ponavadi razdeljen v dva dela, ki je bil dvonadstropen, okrog je bilo pa obzidje, ki je očitno do 17. stoletja tukaj dobilo že tudi vsaj 3, če ne 4 stolpe, pa še dozidana poslopja ob notranjem delu obzidja, ki so služila kot kašče, kadar je bilo ozemlje ogroženo. Recimo v 15. stoletju so tudi samostan dvakrat požgali Turki, ne, tam sredi 15. stoletja. Pri samostanu pa vidimo, da je imel obzidje konec 17. stoletja, da je imel cerkev, ki je imela visoko kapno streho, da je bil pravzaprav sračje gnezdo, če gledamo to, kako so okna različnih velikosti, pa tudi nepravilno postavljena, ne v nekem stalnem redu. To nam pove, da je nastal z združitvijo več stavb, ki so bile zgrajene v različnem času. Ampak bil je pod gradom in ta grad so tudi slej ko prej upravljale te redovnice in so ga imele tudi za zatočišče v času, ko pač samostansko obzidje ne bi zdržalo. Samostansko obzidje je bilo mogoče samo leseno zgoraj na gradu, ki se mu je reklo Frauenstein ali tudi samo Stein, pa je bilo seveda zidano. Zdaj, če se vrnem v Kamnik, ne, Mali grad pa Stari grad tam tudi sta imela ime Stein in zdaj tukaj zgodovinarji si še niso čist enotni, ali je bil ta Frauenstein ali je bil Stein in ali so zapisi, ki govorijo o gradu Stein, res nujno vezani samo na Kamnik, a so mogoče vezani na Velesovo. Michelstetten, pa spodaj piše Velesalo, to pomeni isto. Velesovo je v resnici današnja oblika, ampak ime pride najverjetneje iz tega, da pomeni veliko selo. Se pravi veliko naselje, vele naselje, in Michelstetten je v nemščini prevod tega slovenskega imena. Torej, pazite, ne gre za to, da so v slovenščino prevedli nemško ime. Najprej je bilo slovensko poimenovanje in to so prevedli v takratni jezik uradništva ali pa vsaj višjih slojev kot Michelstetten. Originalno je pa slovensko ime. Če še malo povemo o premoženju tega samostana, pozneje, to je že po Andeških, v 14. stoletju, ko je oglejski patriarh Nikolaj Luksemburški samostanu priključil še cerkljansko faro. Kakšen zgodovinski obrat. Prafara zdaj postane del samostana, kjer so redovnice in one so zdaj tako rekoč nadrejene tudi tistemu, iz česar so po teh peripetijah, najprej s cerkvijo Svete Marjete, pa potem z odločitvijo, da povabijo sem velesovski gospodje dominikanke, tudi torej zdaj one dobile oblast recimo nad to prafaro. In tako kot za Šenčur, tudi za Cerklje so imele od 14. stoletja naprej redovnice to pravico, da imenujejo oziroma predlagajo, kdo naj bo tam župnik. Tole je poznejša podoba velesovskega samostana, vidite, grad še zmeraj zgoraj, ampak samostan tak, kot je bil narejen v baroku, to je zdaj že onkraj Andeških, ampak samo zato, da kratko vrišem zgodovino, in je v resnici sorodnik Uršulinske cerkve v Ljubljani. Cerkev s svojim pročeljem je nekoliko popreproščena, Uršulinska cerkev v Ljubljani, in kaže, da je bil samostan pomemben, ne, če so iste arhitekte ali vsaj nekoga, ki je tisto delo lahko približno podobno opravil, poklicali sem, da naredi načrt tudi tukaj. In to je seveda bilo zdaj še vedno pomembno cerkveno središče in še vedno vsaj do srede 18. stoletja, ko je oglejski patriarhat ukinjen, tudi pod vplivom oglejskega patriarhata. Zakaj je bil ukinjen, ne moramo zdaj o tem govoriti, ampak lahko si pa mislite, da je šel oglejski patriarhat vsaj do neke mere na živce tistim, ki so bili zdaj tukaj zemljiški gospodje, to je Habsburžanom. Zakaj? Ker je bil oglejski patriarhat vedno tesno povezan z Beneško republiko. In če je imel oglejski patriarh še vedno tukaj pravico imenovati recimo priorinjo in tako naprej,
In je bila torej neka naveza, ki je bila nujno tudi politična med redovno skupnostjo tukaj in oglejskim patriarhom, posledično pa tudi potem seveda povezava s tem, kdo bo v Šenčurju župnik, pa kdo bo v Cerkljah župnik. Habsburžanom to ni bilo všeč. Ne? Oni so hoteli imeti pravico, da imenujejo te pomembne cerkvene dostojanstvenike na tem področju, ne pa da ima to pravico neka sila, ki je njihov v resnici politični tekmec. No, sej, v 17. stoletju se je to potem spremenilo in od takrat je bilo potrebno tudi soglasje deželnega kneza za ta imenovanja. Deželni knez je bil pa seveda Habsburžan, ampak kljub temu ne, ostane Velesovo še vedno bolj ali manj neka gorenjska ustanova z malo številnimi redovnicami, ki prihajajo iz drugih koncev slovenskega ozemlja, iz Štajerske, iz Koroške, iz Istre, pa tudi iz Tirolske, ne, kjer sicer ni bilo verjetno slovenskih ljudi, ampak vseeno je bilo pa to ozemlje, ki nekako sodi tudi v to področje. Omenil sem prej, da so imele redovnice v Velesovem nekaj posebnih pravic, privilegijev, ki so jih utemeljevale s tem, da živijo na tem nezdravem močvirnatem področju. In dejstvo je, ne, samostan je bil verjetno do te baročne prezidave bolj ali manj lesen, iz lesenih stavb. Les je potem jasno tudi gnil, pa treba ga je bilo vzdrževati, pa je odvisno, kako je bilo vzdrževano in tako naprej. In prvi privilegij, ki so si ga velesovske redovnice izborile in jim ga je dal papež, papeški privilegij je bil to, da so imele pravico, zato ker živijo v tem nezdravem okolju. Zdaj, če greste danes v Velesovo, si ne predstavljate čisto, zakaj ne bi bilo to nezdravo, ampak takrat je bilo očitno drugače. No, ampak njihov privilegij je bil ta, da jim ni bilo treba biti zaprte v samostan, da je bila klauzura olajšana in da so šle lahko vsak dan v trojkah, 3 skupaj, na sprehod tudi ven iz samostana. To je bila ena pravica. Potem je šlo to še naprej v to, da se je klauzura zelo olajševala, da so lahko dosti bolj svobodno komunicirale s prebivalstvom naokrog, da je prebivalstvo imelo vstop tudi v samostan, da ni bilo tako strogo ločeno, kam kdo lahko pride in kam ne. No, ampak zanimivo je, da je papež Benedikt XIV, ki je potem v 18. stoletju ne samo tukaj, ampak po vsej Evropi, po vsem svetu zahteval, da se v samostanih spet vzpostavi bolj strog red, kot je veljal na začetku, to seveda speljal, ampak iz Velesovega je že dobil takoj, oziroma tisto leto, ko je to prišlo, so se nune v Velesovem takoj so podvzele to podjetje, ne, da bodo svoje privilegije ohranile in so na vsak način skušale papežu poslati dopis in mu utemeljiti, zakaj pa one morajo imeti še vedno iste te olajšave, ki so jih doslej vedno imele. No in ta dopis je prišel do papeža do leta 1745, se pravi najpozneje 3 leta pozneje, ko je papež uvedel ta strožji režim, je v Velesovo nazaj prišel dopis iz Vatikana, da one pa lahko po starem. Tako da tudi to vam nekaj pove, kako so bile vplivne ali pa kako so bile tudi odločne. Zdaj, proti utež temu, ne, da ne bi mislili, da so bile to ene razvajene plemkinje, je treba povedati, da je bil samostan, tako kot sem na začetku skušal nakazati, pomembno središče v vsakem pomenu besede. Tako v humanitarnem, tukaj so poskrbele za reveže in za tiste, ki so bili v življenju nesrečni, kot v smislu znanja. Tukaj je bila knjižnica, ki je bila dostopna, tudi prva šola za dekleta na Slovenskem je bila tukaj. Potem niso bile lenuhinje, ne, ukvarjale so se z glasbo, potem šivale, tkale, pletle so cerkvena oblačila, izdelovale so jaslice, marsikaj, ne, tako da je bilo to eno živahno okolje, ki ni bilo ne beg pred resničnostjo, ne beg pred zunanjim svetom, ne umikanje v neko varno, zaprto okolje, ampak je bilo življenje, ki je bilo bogato na svoj način in ki je tudi skupnosti, v bližini katere je bilo, na svoj način veliko dalo tudi nazaj. Ja, zdaj, najpomembnejša umetnina, ki jo imamo iz Velesovega, tole je pač, kar je ostalo in kar je danes
ohranjenega pa seveda ni več samostan, ampak je župnijska cerkev. Ampak najpomembnejši spomenik iz Velesovega je najstarejša upodobitev Marije z detetom na Slovenskem, tale romanska Velesovska Marija. Dal sem vam tako črno-belo reprodukcijo kot barvno, zato ker so me učili, da je vedno treba gledati oboje, ker črno-bele reprodukcije nam kažejo modeliranje ali pa pri primeru slik to, kakšna je risba, barvne nam pa omogočajo estetski občutek, estetski učinek, ki ga seveda dajo samo barve. Zdaj, kaj lahko rečemo o Velesovski Mariji? Gotovo to, da če poznate romansko plastiko, romansko kiparstvo in veliko teh upodobitev Marij z detetom, moramo reči, da je gotovo obraz Marije in Jezusa tukaj kar zelo uspešno izdelan in je celo prijeten, je celo lep, bi lahko rekli, medtem ko včasih lahko rečemo, da je neuspel ali pa še s kakšno hujšo besedo opišemo tisto estetiko tistega časa. Potem tudi oblikovanje telesa, če samo pogledate, s kakšno nežno gesto Marija z desnico podpira svojega otroka in s kako tudi nežno gesto vzdiguje svojo levico v pozdrav ali v blagoslov mogoče in kako Jezušček pravzaprav naravno sedi v njenem naročju, k nam je obrnen s trupom frontalno, ampak noge ima pa poševno prekrižane tako, da jih zatika v ta razporek med Marijinimi koleni in na ta način sedi udobno, pa vendarle kot na nekem prestolu, levico ima na knjigi, ne, ker on je tisti, ki je utelešena beseda, pa ki je tudi napovedani sodnik, ki bo lahko odprl pečate knjige in potem enkrat v večnosti sodil vesoljnemu stvarstvu, je tudi v tem opaziti en precejšen naturalizem, precej dobro razumevanje človeškega telesa in če gledate tudi potem Marijine noge od kolen navzdol, kako se draperija, kako se tkanina čeznje napenja, imamo občutek, to je v resnici eno plastično telo, telo, ki ima svoj volumen, ne, ki ni ploskovito, ampak se že oblikuje kot v resnici nekaj, kar lahko stoji v prostoru in če bi ostala, bi bila pravilnih proporcev, to je eno. Drugo je pa potem tudi, če gledamo to, kako je oblečena, da ima spodaj eno tuniko in čez njo oblečen še ene vrste plašč, ki pa ni samo ogrnjen, ampak je oblečen in ima v resnici rokave, ta je pa zlat in spominja skoraj da na dalmatiko, torej na tisto, v kar so oblečeni diakoni ali pa kar so škofje nosili pod mašnim plaščem in to označuje tudi neko duhovništvo, pri Mariji seveda ne duhovništva, ampak neko njeno svetost in to, da je bila posoda, v kateri je živel Božji sin, s tem pa je seveda nakazana tudi ideja Evharistije, ne, Marija je nosila Kristusovo telo in mu je tudi konec koncev dala telo, je tukaj ogromno ene teologije, ampak po drugi strani tudi likovne uspešnosti v tem oblikovanju telesa, ki sem ga skušal nakazati, na eni strani s tem občutkom za nežnost, tako pogleda kot gibov, in za volumen telesa, ki je uspešno uresničen v tem kipcu. To je mogoče umetnina, ki ni ravno iz časa Bertolda Andeškega, ampak ni pa dosti poznejša, je še srednjeveška. In to je umetnina, ki je v Velesovem ostala do današnjih dni. Jo pa seveda redko vidite takole, ker je tam se pozneje razvila tudi ena druga priljubljena tradicija, da Marijin kipec oblačijo v baročne obleke in imajo, mislim, da za vsak mesec svojo, tako da jo v tej srednjeveški podobi zelo redko lahko srečate. Zato upam, da ne zamerite, da sem končal to predavanje bolj zgodovinsko, sicer s to umetnostno zgodovinsko kodo. Hvala lepa.